Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas tekmi 15. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med Cirkulanami in gostujočo zasedbo iz Bistrice. Po prvem delu je izid 0-0, zagotovo rezultat, katerega so zadovoljni v obeh taborih, če lahko tako rečem. Cirkulane jasno na tretjem mestu in bi tako pred zadnjim krogom imeli točko prednosti pred Dravinjo. Bistričani pa bi si za osvojeno točko na tem obračunu že zagotovili pred zadnjo tekmo naslov prvaka v tretji ligaški konkurenci in se tako na nek način že lahko veselili uvrstitve v drugo ligaško konkurenco. Medtem smo dobili tudi informacijo, da nobena izmed ekip iz spodnjega dela lestvice oziroma iz zadnjega mesta pred zadnjega ne bo izpadla iz tretji ligaškega tekmovanja in tako je ta borba za obstanek še zgolj simbolične narave. Prišla je tudi informacija iz tekme v Podvincih, kjer Dobrovce vodijo po prvem polčasu z 0-1. Sredine igrišča so za ta drugi polčas skrenili gostje, ki ta dvoboj igrajo v svojih rezervnih dresih bele barve, Cirkulane pa v svojih tradicionalnih oranžno-sivi kombinaciji. Ljubec. Še vedno Bračko. Na mestu sedaj znova obramba domačih, ki je skozi celoten prvi polčas zelo dobro stara v fazi branjenja in do svojih priložnosti prihajala predvsem iz prostih strelov in tudi seveda po hitrih protinapadih, kar je na nek način že tradicionalno za Cirkulane. Prekršek je med tem storil Jaša Martinčič. Pred tema dvema zadnjima tekmama, ki se igrata v tem 15. krogu, je bilo odigranih skozi celotno sezono seveda 88 obračunov. Videli smo 47 zmag domačinov in 29 zmag gostov. Medtem v dvoboju Cimerman ter Rozman, na koncu pa zgolj udarec iz kota za domače. Poglejmo še enkrat ta poizkus domačih, dvoboj Rozmana, ki se je nekoliko naslonil na Cimermana, a vendarle prehitro je padel napadalec domačih, da bi glavni sodnik dosodil 11 metrovko. Prvi udarec iz kota v tem drugem delu. Skupno četrti za domače, tokrat kazenski prostor in zadetek Cirkulane, 1-0, vodstvo domačih in ja, strelec zadetka pa številko 14, Bojnec. Bistričani so sedaj v težavah. Lep predložek pred vrata, visok skok Bojneca in vodstvo domačih 1-0 v 48 minuti. Bistričani pa so sedaj v težavah. Morda pa je pred nami še zanimiv zadnji krog, a jasno, veliko še časa za spremembo rezultata. A treba je vedeti, da bo sedaj ob tem zadetku Cirkulan vse skupaj še veliko težje za goste, ki so že tako zelo težko prebijali to obrambno formacijo domačih. Sedaj podpora za goste tudi z tribun. Korošec na desno stran proti Pušniku. Pušnik s predložkom, najvišji v skoku Toplak.
Korošec najvišji v skoku. Korošec prekršek nad gostujočim vezistom. Rozman na hitro do Ljubca, ta proti Martinčiču. Martinčič in Živič v dvoboju, uspešnejši Živič, ki je že v prvem polčasu zelo dobro pokril najboljšega strelca gostov. Korošec na levo stran, kjer je Ribič. Ljubec. Bomo videli, ali se bo pojavilo kaj nervoze sedaj v taboru Bistričanov, ki so zagotovo v šoku. To je zadetek, ki odpira nekaj upanja v boju za prvaka Rogaški. Bračko, še vedno Bračko. Veliko prostora ima na desni strani Kovačič. Vendar je dovolj hiter Bračko. Prekršek nad njim je storil številko 18 Zazič. Zauta Pušnik. Igro z roko je medtem dosodil glavni sodnik. Bistričani so sedaj po tem prejetem zadetku seveda stopili višje, a to zaenkrat še ni obrodilo sadov, oziroma Polegek atraktivno proti Kristlu. Še vedno Kristl v preigravanju, od njega uspešnejši Zazič. Res še enkrat več so dokazali domači, kako zelo čvrsti so. Polegek do Pušnika. Kristl prostor do Polegeka. Polegek vendarle v prepovedanem položaju se je znašel napadalec Bistrice. Najvišji v skoku Cimerman. Izbija Pušnik, pametna odločitev gostujočega nogometaša. Jasno, domačim se sedaj ob tem rezultatu nikamor ne mudi. Imajo željeno prednost in zavedajo se tudi sami, da jih bodo Bistričani zelo težko prebili. Cimerman strelja, izjemna obramba Dabanoviča. Zelo lepo odigrano strani domačih. Bistričani so po prejetem zadetku padli in imajo precej več težav v obrambi. Kristl do Korošca, dvojna podaja teh dveh nogometašev, nekoliko premočna podaja na koncu. Korošca izjemno Cimerman, lepo v prostor proti Orlaču, veliko prostora ima Orlač. Orlač s predložkom, nobeden izmed domačih nogometašev ni sedaj sledil tej podaji Orlača. Morda pa sedaj nekaj več prostora tudi za Bistričane. A znova na mestu obramba Cirkulan. Na obeh stranih sedaj ježita tako en kot drugi.
Pri domačih je obležal številko 5 Živič, pri gostih pa številko 10 Jaša Martinčič. Še enkrat sedaj lahko vidimo zadetek, predložek in izjemno visok skok na koncu Bojneca in prednost domačih iz 48 minute, med tem športno žogo vračajo gostje, Krajnc. Bojnec. Tokrat je dobro posredoval Korošec. V tej sezoni še vedno imajo najvišjo zmago z 0-7 Podvinci, ki so s tem rezultatom v tretjem krogu ugnali Dobrovce. Skupno pa je v tem prvenstvu pred tem krogom seveda bilo doseženih, oziroma ja, tako je bilo doseženih 309 zadetkov, 177 proti 132 je, kar se tiče zadetkov prid domačih moštev, v povprečju 3,5 gola na tekmo. Zelo dober, visok podatek in dokaz, da se v tej tretjeligaški sezoni igra zelo atraktiven nogomet. Še enkrat več so domači lepo odigrali. Pušnik do Bračka, ta je iskal Korošca, vmešal se Sitar, leta na koncu do Ribiča. Sodnik je prekinil zaradi prepovedanega položaja Cimermana poizkus proti napada Bistrice. Kristl teče 57 minuta, Kristl v prostor, a s previsoko podajo proti Kovačiču. Bistričani so še enkrat več po prejetem zadetku nekoliko izgubili svoj kompas, niso si uspeli priigrati še nobene nevarnejše priložnosti v drugem delu. Jasno, zelo težko je igrati, ko veš, da potrebuješ neodločen rezultat in prejmeš zadetek. Cimerman na mestu Rozman. Ribič vrača Ljubcu. Rozman spodajal prostor proti Kovačiču, ali bo dovolj hiter napadalec gostov. Kovačič še enkrat več, pa na mestu obramba domačih, tokrat se je z dobrim posredovanjem izkazal številko 3 Sitar. Bistričani pa še vedno brez prave priložnosti v drugem polčasu. Ajde, Rozi, daj glavo, gremo! Znamo to! Kje je žoga? Že tam dole! Ljubec z diagonalno podaja na desno stran, kjer je Pušnik. Pušnik s predložkom pred vrata. Na mestu Buzazič. Rozman dovolj hiter, vendarle ga je dobro oviral Cimerman in tako priboril svoje ekipi out. Izvajalec Sitar. V skoku najvišji Pušnik. Ljubec ima veliko prostora. Korošec na levo stran, kjer je Ribič, ob igrišču pa
Trener gostov Simon Dvoršak pripravlja prvo zamenjavo na tem obračunu, medtem so Bistričani zapravili žogo, proti napad je povlekel Cimerman, še vedno v samostojni akciji Cimerman, zaustavil ga je Kristl. Bračko ima nekaj prostora, Bračko, še vedno Bračko v preigravanju, ustavil je ta proti napad Bračko. Kovačič, še vedno Kovačič, Rozman, Kristl, lepo je Martinčič prepustil Ribiču, ta s povratno podaja do Martinčiča, pravočasno se v obrambo vrnil Bojnec, znova Kristl. Pušnik, še vedno Pušnik, vrača Kristlu, Korošec, Martinčič, Bračko, še vedno Bračko znova do Kristla, Kristl proti oddaljenejši vratnici, nobeden izmed domačih oziroma gostov ni bil dobro postavljen, Martinčič, zbija Orlač, Pušnik strelja, mimo vrat je sprožil Pušnik, postaja 1-0 za Cirkulane, teče pa 61. minuta. Iz igre pri gostih številko 9 Polegek, v igro pa prihaja številko 15 Sebastian Šlak. In zamenjal ga Šlak Sebastian. Kristl od Kristla uspešnejši Živič, vendarle so gosti na koncu prišli do žoge. Korošec, Bračko strelja, obramba Zajca, še vedno je žoga v posesti gostov, Pušnik, Korošec, znova Pušnik, še enkrat Korošec, nekaj kratkih podaj sta izmenjala Korošec ter Pušnik, visok skok znova Bojneca. Kristl ponudil se Korošec, še enkrat več do žoge Pušnik. Pušnik proti Šlaku, sicer najvišji v skoku, a brez nevarnosti za vratarja Zajca. V časnem posnetku prejšnja akcija, Korošec lepo do Bračka, ta pa strelom z roba kazenskega prostora, na koncu pa na mestu Zajc. Cimerman, lepo je Cimerman z glavo podaljšal proti Orlaču, od njega pa uspešnejši Korošec, še vedno Korošec, Kovačič, v samostojni akciji Kovačič, Pavšek je žogo zgolj izbil v out. Kristl sedaj nekoliko tvegano proti Ljubcu. Kristl, Pušnik. Če ostane pri tem rezultatu, bomo imeli pred zadnjim krogom, ko se bosta med seboj udarila Bistrica in Rogaška, tekmo, ki bo odločala za naslov prvaka. Kovačič znova proti Pušniku, ta še enkrat več v prostor do Kovačiča, pravočasno v obrambi pa številko 18 v taboru domačih Zazič. Korošec na levo stran, kjer je Ribič. Prekršek sedaj nad Martinčičem in prosti strel za Bistrico, ali lahko gostje nevarne zapretijo z tega standardnega položaja in morda pridejo do zadetka, ki
bi jih znova postavil oziroma kateri bi jim prinesel zlata vredno točko, če bi seveda prišlo do tega. Izvajalec pa številko 10 Jaša Martinčič. Martinčič v bloku, eden izmed domačih oziroma zadev je živi zid Jaša Martinčič, Korošec podaja v kazenski prostor, pravočasno iz vrat pa Zajc. Bojnec vrača do Živiča, Cimerman, Bezjak v samostojni akciji. Še vedno Bezjak, na koncu prekršek nad tem nogometašem in prosti strel za Cirkulane. Prosti strel za domače, bo izvedel Sitar. Na mestu Ribič, Martinčič. Martinčič je krenil proti napad, še vedno Martinčič, na koncu pa nenatančen pri oddaji žoge. Živič podaja brez pravega cilja, če lahko tako rečem, Ljubec. Gostje pa znova iščejo zadetek, ki bi jim prinesel izenačenje. Korošec na desno stran, kjer po tej akciji ni sedil Pušnik. Prekršek Rozmana nad Cimermanom. Prosti strel za domače je izvedel Zazič, gost je med tem znova do posesti. Kovačič ima nekaj prostora. Kovačič v prostor iskave Šlaka. Orlač je iskal Sitarja, a žogo poslal out, ostaja 1-0 in pa seveda jasno, gostje iščejo zadetek, želijo si ta gol, kateri bi prinesel točko in naslov prvaka. Bračko z visoko podajo, nenatančen, iskal je Šlaka, mirno bo vse skupaj razrešil Zajc. V tej sezoni je bilo zaenkrat dostojenih 30-11 metrov, dosežen pa je bil tudi en avtogol, pokazanih je bilo 471 rumenih in 25 rdečih kartonov. Medtem pa v novem naletu domači, Cimerman uspešnejši od Ljubca, še vedno Cimerman, Bezjak. Prekršek nad Bezjakom je storil Bračko, sedaj kar hitro je zapiskal glavni sodnik v tem primeru. Prva zamenjava sedaj tudi v taboru domačih, iz igre odhaja številko 11. Orlač, v igro pa prihaja številko 20, Jaka Maček. Matejček Janka. Matej. Sedaj pa brez prave nevarnosti za Dabanoviča v tem primeru. Hitro Dabanovič na kratko do Rozmana. Korošec do Pušnika, ta vrača Rozmanu.
Martinčič in Kristl v dvojni podaji, prekršek je storil Bezjak. Hitro Kristl do Korošca, ta z visoko podajo prostor iz Kavija Ribiča. Out na koncu za Bistričane. Teče 70. minuta. Korošec. Bračko. Kristl v prostor, kjer se je odkrival Bračko, na koncu storil nespameten prekršek, za katerega je prijel rumen karton. Ko bo on gol dal, sad pa ne more prekinjati take igre. Ja, res ja. Sladki tudi. Ja. Mama ti je tebe uvožena z Maribora. Zbija sedaj Lipavšek. Korošec, Kristl na desno stran znova do Pušnika. Bračko, še vedno Bračko v preigravanju, Bračko v samostojni akciji, na mestu Bojnec, udarec iz kota za Bistrico. Izvajalec bo številko 2 Pušnik. Pušnik, najvišji v skoku Toplak, še vedno Kristl. Kristl nanj pazi številko 18. Šlak sicer najvišji v skoku, izbijajo znova v taboru domačih Ribič, takoj na desno stran, kjer je znova Pušnik. Pušnik, Šlak je prepustil Martinčiču. Cimerman ima sedaj nekaj prostora, Šlak se vrača v obrambo. Cimerman uspešnejši od Šlaka. Še vedno Cimerman, ta v prostor proti Lipavšku, pravočasno pa z obrambno reakcijo Korošec. Pušnik. Pri domačih je v tej sezoni največ rumenih kartonov prejel Jaša Bojnec 5. Po 4 so prijeli Alen Cimerman, Metod Majcen ter Robert Travnikar, po 2 pa Blaž Cesar, Uroš Cesar ter Žan Sitar. Skupno so v taboru domačih pred tem dvobojem seveda prijeli 30 rumenih in 2 rdeča kartona. Rozman, sedaj pa praktično vsi strnjeni pred vrata oziroma na rob kazenskega prostora domačega vratarja. Pušnik vrača Ljubcu, Korošec, Kristl. Bračko lepo v prostor proti Pušniku. Pušnik. Prekršek Korošca nad domačim branilcem. Ta poizkus še enkrat lahko vidimo. Prekršek Korošca, ta je odrinil domačega branilca in glavni sodnik se je oglasil, medtem v taboru gostov v Robu pripravljajo drugo zamenjavo. Iz igre številko 21 Žan Kovačič, v igro pa prihaja številko 19 Enej Kapun. Na mesto Ljubec
Korošec na koncu višji v skoku od Cimermana, glavni sodnik je dosodil prekršek. Kristl spodajal prostor, Ribič, strelom z roba kazenskega prostora, zelo slabo je sedaj zaključeval Ribič, visoko čez vrata Zajca, drugače pa lepo odigrano strani gostov, zelo malo so imeli takšnih situacij na današnjem obračunu. Cirkulane so taktično odigrali na zelo visokem nivoju skozi celotnih teh 75 minut, kar smo jih zaenkrat videli. Ljubec in Bezjak v dvoboju, na koncu sta skupnimi močmi Bezjaka ustavila Ljubec ter Rozman. Korošec ima sedaj nekaj prostora na levo stran proti Kristlu. Korošec, znova Kristl, na mestu številko 5 Živič. Cimerman na nje visoko pritisnil Ljubec, kar je obrodilo sadova in žoga v posesti gostov. Korošec. Še enkrat več natančna podaja Bistrice. Pušnik spušča proti Kapunu. Kapun brez prekrška nad gostujočim napadalcem. Maček, lepo je sedaj Maček odigral proti Lipavšku. Ta spodajal prostor, kjer sta se vključevala Maček ter Bezjak, pravočasno iz vrat Dabanovič. Pušnik. Martinčič, prekršek nad slednjim je storil Bezjak, hitro je Martinčič izvedel prosti strel. Bračko v bloku. Sitar. Teče 77. minuta obračuna. Iz avta za goste bo metal Pušnik. Pušnik hitrejši od Mačka, ta je storil prekršek in rumeni karton za slednjega. Prosti strel iz kar ugodnega položaja sedaj za Bistrico. Izvajalec pa znova številko 2 Pušnik. Bomo videli, ali lahko nevarneje zapretijo goste z tega standardnega položaja in morda pridejo do tako željenega zadetka. Pušnik proti oddaljenejši vratnici, kjer je skakal Šlak in Rozman, na koncu pa prekršek enega izmed gostujočih nogometašev. To te nima pojma, sad pa treba im da vidi. Pa čak je uni faul naredil. Tu vidite. Sandvič je bil med dvema. Kaj bo še? Sandvič je bil. Ja. Žal sandvič. Izbija Ribič, Bezjak. Bezjak na kratko do Cimermana, na koncu pa prekršek Bračka. Pri domačih je pred tem krogom največ minut zbral
Vratar Denis Zajc odigrajo vseh 1260, Tomaž Toplak sledi s 1193, Blaž Cesar jih je zabeležil 1164, Jaša Bojnič 1128 ter Alen Zimmerman 1106. Pri gostih iz Bistrice pa največ minut pred tem dvobojem seveda prav tako vratar Jaka Dabanović 1260 jih je zabeležil, Amadej Ribič je sledil s 1239, Marcel Pušnik s 1230, Aljaž Polegek jih je odigral 1147, Rok Rozman pa 1132. Bistričani v naletu še imajo dobrih 10 minut, da pridejo do zadetka, ki bi prinesel naslov. Bračko pravočasno v obrambi. Domači nogometaši, Kapun na mestu, znova obramba domačih, Ribič strelja visoko čez vrata, je sprožil Ribič. Na levi strani je imel veliko prostora sedaj Jaša Martinčič, a Ribič se je odločil, da bo samostojno zaključil to akcijo. Še enkrat pogledamo ta strelje Ribiča, visoko čez vrata Zajca. Šlak. Martinčič. Martinčič vrača Ribiču, ta znova do Martinčiča. Martinčič v samostojni akciji, Martinčič izbija Toplak, Bračko strelja, še enkrat več. Čez vrata z roba kazenskega prostora. Še enkrat si pogledamo ta strel Bračka z roba kazenskega prostora. Zaenkrat v tem drugem polčasu gostje še niso uspeli nevarne zapretiti strelom v okvir vrat. Out za Bistrico. Martinčič vrača do Kristla, Rozman na desno stran, kjer je Pušnik. Pušnik v prostor, vključil se Kapun s povratno podajo do Korošca, Korošec strelja, še ena zapravljena priložnost oziroma znova nenatančni gostje pri strelu. Lepo so sedaj izigrali obrambo domačih, tukaj vidimo kar atraktivno preigravanje Korošca, na koncu pa nenatančen pri zaključku akcije. Takrat Korošec najvišji v skoku, nekoliko prekratek Pušnik. Prenos igre je sedaj Korošca na levo stran, kjer sta v dvoboju Martinčič ter Živič, ki je dobro posredoval ob Martinčiču. Ribič v preigravanju. Kristl. Zapravljena posest gostujoče zasedbe, medtem pa nov podatek, kaj se dogaja na drugi tekmi v Podvincih, vodstvo Dobrovc z 0:2. Jasno, domačim pa se sedaj nikamor ne mudi, še vedno imajo željeno minimalno prednost 1:0. Kapun do Bračka.
Še vedno Bračko v samostojni akciji, Lipavšek na mestu. Bojnec je iskal Cimermana, vendarle pred najboljšim streljcem domače ekipe Ribič. Pušnik do Kapuna. Izbija sedaj Zazič. Obležal je eden izmed domačih nogometašev številko 20, Jaka Maček. Iz avta za Bistrico bo metal številko 2 Pušnik. Hitro znižanje rezultata sedaj v Podvincih, kjer so domači prišli do zadetka in tako Dobrovce vodijo še zgolj z enim golom, 1-2. Martinčič v samostojni akciji. Kapun, Korošec na mestu, obramba domačih, zares so čvrsti. Pri Cirkulanah v tej fazi branjenja zelo težko se prebije ta zid, bi lahko rekli. Bračko, Ribič. Še vedno Bračko v samostojni akciji. Še vedno Kapun, Horvat. Horvat je medtem stopil v igro pri gostih, lepo proti Martinčiču. Bloku še enkrat več Zazič. Horvat s podajo v prostor, videl je tekajočega Pušnika. Vendarle pravočasno je izbrat Zajc. Zajc z visoko podajo proti Cimermanu. Dobra reakcija sedaj Rozmana. Dabanovič hitro proti Pušniku oziroma proti Ribiču. Prekršek Bezjaka. Napaka Ljubca, sedaj teče 87 minuta. Pri Bistrici pa se sedaj pozna, da zaostajajo, niso vajeni skozi iz avta za domače Sitar. Sitar nekoliko na pamet, sedaj je Ribič, teče pa že 88 minuta. Horvat proti Rozmanu. Pušnik, še vedno Pušnik. Bojnec na mestu. Še vedno Bojnec. Še težave sedaj pri sprejemu Horvata. Kapun proti Šlaku. Kakšna priložnost sedaj za goste in ostala je neizkoriščena. Medtem protestirajo v taboru domačih, da naj bi šlo za prepovedan položaj. Še enkrat pa poglejmo podaja Kapuna proti Šlaku, ki je zgrešil prazna vrata. Vendar je na koncu udarec iz kota. Ne, gol out za vratarja Zajca. Šlak protestira pri glavnem sodniku, kateri mu je zaradi ugovarjanja
pokazal rumen karton, sedaj Sodnik ne bo pošten. Jaz ti če rečem, domači sodnik ne bo kradejo pošten. čas gostom. Sodnik naj bo pošten, vse drugo ni važno. Sodnik naj bi, pa ne more žoga ven z večja barca. Ne, ker je sodnik pismo, da ne veš barca žoga. Ja, nogomet je, ja, pa si ga tega gledal. Sad niste sposobni za drugo delo. Ne sam videl, ne. Sitar čvrsto, močno sedaj. Linija, naprej linija. Zelo pametno sedaj domači kradejo čas, imajo posest in kot tu se kaže, je pred nami prvi poraz Bistrice v tej sezoni, ki nam Cimerman v samostojni akciji. Cimerman strelja, obramba Dabanoviča. Dabanovič hitro spodajo v napad proti Šlaku. Mirno vse skupaj razrešuje Toplak, žogo vrača svojemu vratarju. Teče pa 90. minuta. Sudija vreme! Korošec iskal je Šlaka, še enkrat več na mestu Toplak. Menjava sedaj v taboru domačih, oziroma pripravlja se zamenjava. Vendar še bo glavni strateg domačega moštva počakal ob tej prekinitvi. Izvajalec pa Pušnik. Sitar najvišji v skoku. Glavni sodnik še pustil tole akcijo. Ribič izbija vse skupaj v kot. Sitar. Zadnja priložnost sedaj za goste, da morda pridejo do izenačenja. Zamenjava v taboru Cirkulan, iz igre odhaja številko 19. Alen Cimerman, v igro pa prihaja številko 13. Tadej Kelc. Alen, v igro, Kelc, Tadej. Pušnik proti oddaljenejši vratnici. Vse skupaj izbija Toplak, še prekršek Bračka in po vsej verjetnosti je bila to zadnja priložnost za goste, ki je splavala po vodi in tako ostaja 1-0. Poglejmo še enkrat to situacijo v kazenskem prostoru. Bračko je zamudil štart in nepravilno zaustavil Toplaka. Maček najvišji v skoku. Oster prekršek je sedaj storil Kelc, ki je v vstopu v igro prijel rumen karton. Zakaj pa? Rozman na desna stran do Pušnika. Pušnik pravočasno obrambi z reakcijo. Maček še enkrat več izbijajo domači. Glavni sodnik še pušča igro. Dabanovič spodaja v kazenski prostor, izbija Krajnc. Maček. Sedaj pa napaka Bezjaka, lepo se mu je odkrival Kelc. Martinčiču je žogo lepo oduzel sedaj eden izmed domačih nogometašev, Krči sedaj grabijo tudi
Živiča. Sedaj teče 4. minuta sodnikovega dodatka in nekaj težav še ima sedaj eden izmed domačih nogometašev. Kot vse kaže, je pred nami prvi poraz Bistrice v letošnjem prvenstvu, kar pušča vsa vrata pred zadnjim krogom, kar se tiče naslova prvaka odprta, kajti v zadnjem kolu 16. nas čaka obračun Bistrice in pa Rogaške. Gre za dvoboj dveh vodilnih ekip, na prvenstveni lestvici pa jo ločijo zgolj 3 točke, tako da ja, zares peklenski zadnji krog je pred nami v primeru takšnega rezultata, ki ga imamo sedaj. Z igrišča pomagajo Živiču. Teče pa že 6. minuta sodnikovega dodatka. Športno je sedaj Ljubec žogo vrnil. Na koncu avt za Bistričane, Rivič pa še enkrat več športno vrača žogo domačim, izbija Krajnc. Dabanovič do Ljubca. V zvezdno vrsto, kjer je Bračko. Še vedno posesti Bračko. Na desno stran, kjer je Pušnik. Pušnik s predložkom pred vrata, izbija Toplak in še en udarec iz kota za Bistrico. Kot vse kaže, ga bo glavni sodnik pustil, da ga izvedejo. Ne more to dolgo, da več je 4 minute. Ja, 4 minute. Če sem gledal, na uro sem gledal. Izvajalec pa znova Pušnik. Pušnik proti oddaljenejši vratnici. Žoga je preletela vse nogometaše in glavni sodnik je med tem odpiskal konec obračuna. Cirkulane pa so premagali Bistrico z 1-0 in jim tako zadale prvi poraz v letošnji sezoni. In kot že rečeno, pred zadnjim krogom je pred nami peklenski obračun vodilne Bistrice in gostujočo zasedbo iz Rogaške. Takrat v 16. krogu se bo odločalo o naslovu prvaka. Bistričani so prvo meč žogo zapravili. Z moje strani je bilo to vse. Hvala za vašo pozornost in ja, lep pozdrav do naslednjega vikenda. Srečno! Thank you.